Ja, sem Zvona Črnelič, doma iz Artič pri Brežicah. Zelenjavo predelujem že od leta 2003 na ekološki način. Zadnje 3 leta pa na biodinamični način, tako da čakamo že v tej jeseni biodinamični certifikat. Postalo je kot dejstvo, da se pridela več s kemičnimi gnojili in pesticidi. Je to res? Ne, to ni res. To ni res, tudi na ekološki način se da predelati. Ne bom rekel, da vedno in na vsako kulturo, ampak se da tudi predelati. So primeri, ko se da celo dosti več predelati kot na način, ampak da ne govorimo o kvaliteti, o varstvu okolja, o varstvu ljudi. To pa je sigurno na prvem mestu. Biodinamika, to je potem znanstvenik Rudolf Steiner, ki je imel ta znamenit tečaj leta 1924 in mi delamo v skladu z Luno oziroma planeti, ki delajo preko Lune na rastline, ljudi in živali. In tu uporabljamo biodinamične preparate, doma narejene, seveda iz rastlin, kot so arman, kamilica, regrat, hrastova lubja, kopriva, baldrijan, kravji rog, kremen iz kravjega roga oziroma narejen v kravjem rogu. Ta hrana je predelana na tak način, da eno dodatno energijo, da nas hrana v bistvu nahrani, ne samo nasipi, to je v bistvu. In kot je rekel Rudolf Steiner, končni rezultat uživanja take hrane je, da se človeku dviga zavest. In če si predstavljamo, da bi imeli vsi ljudje zavest, potem je to svet popoln. In upamo, da nekoč bo tako. Gospa, lahko vprašam, večkrat kupujete tukaj? Vsako soboto. Vsako soboto? Tudi tržnica obstoja. Aha. Potrdijo tržnica obstoja. Aha. Pa kaj vam pomeni naravno pridelana hrana? Vse. Naravno pridelana hrana je osnova življenja za zdravje. Vrhu tega ščitimo zemljo, zrak, vodo, ker te kmetje, ki tako pridelujejo, ne uničujejo iz pesticidih, herbicidov, vse, kar sem že rekla. Pridelali ste izredno lepe paradižnike. Kako to? Namreč po celi Sloveniji jih je napadla plesen. Vi pa ste pridelali zelo zdrav in lep paradižnik. Ja, res. Letos nam je uspel paradižnik zelo lep. Mislim, da biodinamika to pride na svoje mesto. Mi smo naredili to v bistvu vse prej. V ekološkem kmetovanju oziroma biodinamičnem se delajo stvari prej, pri pripravi zemlje, pri pripravi kompostov, tako da mi vozimo na nivo recimo zdrav kompost s temi preparati obogaten in tako so rastline bolj zdrave in je tudi manj bolezni. Seveda smo pa uporabljali precej čajev v tem času že preden je paradižnik začelo napadati in to se nam zdaj pa obrestuje. Kakšna je recimo razlika med semeni, ki jih pridelate sami, vs kupljena semena? Ja, včasih so rezultati za domačih semen boljši, zmeraj tudi ne, včasih se seme tudi izrodi, ampak recimo mi imamo krompir, ki smo ga dobili iz Avstrije, iz biodinamične kmetije. Že imamo zdaj 6 let, pa je že prej bil na enih kmetiji v Sloveniji, tako da že enih 30 let eno in isto seme in nam uspeva lepo in ne gnije, ampak res upoštevamo ta setveni lunin koledar, obvezno sadimo na tisti primeren dan, pobiramo na primeren dan. Recimo naš krompir ne se gnije niti eden čez zimo v skladišču do spomladi, pa ga ne prebiramo direkt iz njive, tako da se to pozna. Jaz sem Karin Ješ. Naša kmetija je že 8 leto tukaj na tržnici, vsako soboto na Bugačarjevu trgi. Imamo ekološko kmetijo, smo slaba pri Vipavi, imamo kombinirano, poletje večinski delež na Javorniki, to je 1000 metrov nadmorske višine. Po zimi imamo pa večinski delež v dolini, ki gora je sneg. Celotna kmetija je približno 60 hektarjev, imamo 5 ljudi, mislim. Medtem pač jaz delam samo tukaj, nimam še službe, sem študentka, medtem ko tata prideluje na vse, sedi, vse tako bolj moških stvari. To je neka kvaliteta, ne, to ni zdaj
boš rekel, da boš prodal, ne vem, 100 kil krompirja, da vsak teden, ne, to ni tako, ne. To je bolj kvaliteta, ni to kvantiteta. Pa se ti zdi, da bi Slovenija na tak način lahko imela svojo samooskrbo? Ja, sam bi se mogla celotna politika spremeniti, ne, mislim, mišljenje ljudi. Zdaj, jaz opažam, da tukaj v Ljubljani so ljudje že kar lepo ozaveščeni glede tega, kar se tiče pa naše Vipavske doline, pa ne, ni še. Se mi zdi, da je kar tako malo tabu še ekologija. Sicer zmeri več, ne, tudi v Ajdovščini imamo že prvo trgovinco z ekološkimi izdelki, sam ni še tako obiskano, no. Bo treba še kar dosti narediti. Dober dan, kupujete večkrat tukaj na tržnici pri ekoloških kmetijah? Ja, če sem tu, drugače pa že kar precej sam pridelam. Na Litem v Beli krajini in tudi vse brez sadje, brez škropljenja, zelenjava brez umetnih gnojil, hlevskih gnojev ali pa kompostov. Mislim, to mora človeka veliko pomeniti. Če recimo pogledaš v Šparu ali pa kje je kupljeno sadje ali pa zelenjavo, kakšno je, kot bi z povozkov pripeljano od ne vem kod, potrgano zeleno, da zori v hladilnicah ali na poti, pa to, če doma trgaš, bistveno razlika. Slovenija ima ogromne možnosti, zelo velike možnosti, da bi za samooskrbo, za pridelovanje hrane in žita in vsega tega, samo treba pač politika, kar bi morala recimo prvič to podpreti, tudi s takimi stvarmi, kot so namakalni sistemi, kot je namakanje, s takimi stvarmi, kot recimo zdaj se dogaja s čebelami, da recimo bo vlada o tem se pogovarjala čez 2-3 mesece. To so nujni ukrepi, to je treba ukrepati takoj, ne čez 2-3 mesece. Moja hčer se piše Leskovec Tereza. Ravno tako se jaz pišem Leskovec, sam da me ime France. Živimo na novem svetu številka 1. Na naši kmetiji se ukvarjamo s ekološko kozerejo. Grozno težko mi je reči ekološka, ker so nam ukradli izraz zdrava kmetija ali pa kmetija, ki se ukvarja z zdravo prehrano. In mi se moramo ukvarjati z neslovenskim izrazom ekološko gospodarjenje. Sir je narejen iz svežega mleka, izdelava ne presega temperature 35 stopinj. Znano je, da če se presega temperatura 40 stopinj, da že pride do delne pasterizacije. In pasterizacija je uradna temperatura 75 in več stopinj. In pasterizacija nič slabe in dobre bakterije. Torej, kaj vi jeste, ki kupujete po trgovinah? Pozdrav! Mi prihajamo iz Sečove, natančno je oljkarstvo Oličar. V Sečovljah imamo kar precej velik oljčni nasad in v bistvu vse pridelamo na star način, se pravi vse oljke obiramo ročno, brez strojčkov ali raznih pripomočkov, kot so lahko grabnice, karkoli. Oljke se na to zbirajo in se v torkle nosijo stiskati, se pravi je hladno stiskano. Tako da je dejansko oljčno olje ekstra deviško. Imamo tudi certifikat o ekopridelavi. Tako da nas v bistvu kontrolirajo in prihajajo na določen čas pregledati, ali se držimo pravil, da ni nič špricano, da je vse tako pridelano kot mora biti. Tudi torkle kontrolirajo, se pravi ne moreš stiskati kar v eni torkli, tudi tam mora biti vse po določenih standardih. In imamo v bistvu različne vrste olje, no. So lahko samo črne, lahko je malo belice primešane, tukaj imamo tudi šentjanževo olje, ki je namenjeno bolj za nego kože, opeklin, ni mišljeno kot za uživanje, no. Pa kot dodatna ponudba je tukaj še olje šparglji, pikantno, pa seveda vložene oljke in sušeni paradižnik. Na tej stojnici prodajamo izdelke in pridelke iz miroljubnega kmetijstva. To je način kmetovanja, ki najprej
kmetuje brez kemije, pa tudi brez gnoja in gnojnice. Pri nas zemlja vsako 3. leto počiva. Imamo kolobar, to je vsake 3. leto. Desetino vsega, kar pridelamo, pustimo na poljih za prosto živeče živali in ne uporabljamo, poleg tega, da ne uporabljamo kemije, tudi ne uporabljamo gnoja in gnojnice. Poskušamo biti miroljubni tudi med seboj in do vsega, kar je okrog nas, se pravi do ljudi, do živali, do zemlje, rastlin, vsega. Tukaj imamo namaze iz sončničnih semen, ki so jim dodane različne zelenjave. Od čisto osnovnega, s katerim lahko začnejo že zelo majhni otroci, pa do majoneze brez jajca, pravi libineze s česnom, čemažo namaz, malo pikanten namaz, hokejdo buče in karijem z hrenom, jajčevci, papriko. Omarosa je zelo zabavne barve, ker ima rdečo peso, hren in jabolka. To je to, potem pa čemašev olju, bazilikov olju, peteršilj, rukula. Odlična je naša začimba, rečemo ji jušna začimba, v Evropi ji rečejo sapori, mi pa veganka. Marsikdo jo že pozna v Sloveniji in ima izredno močan okus, brez vsakega glutamata, ker je pač zelo dobro pridelan zelenjave. In je noter približno 10 vrst zelenjave, neobdelana kamina sol in malenkost koruzne moke. To so glavne stvari, zdaj čisto nov izdelek, ki smo ga začeli mi delati in ga tudi že izvažamo v Nemčijo in Hrvaško, je veganska pleskavica, vege pleskavica, ki je narejena iz žit, sezama, sončnic, sušene zelenjave, kot je čebula, česen, paprika in podobne stvari in predvsem začimbe so tiste, ki dajo okus. Kaj je vaša motivacija za takšen način kmetovanja? Naša motivacija je to, da vidimo, da to, kar počnemo, ne pelje nikamor. To klasično kmetijstvo, industrijsko kmetijstvo zemljo v bistvu izčrpava, zelo retardira, tako da so vedno večje težave, ogromna poraba energije. Hkrati pa ne moramo pričakovati, da bo nam dobro, če mi ne poskrbimo, da bi bilo tudi drugim. Naš osnovni princip, bom rekla, je, kar želiš, da tebi kdo stori in storiti drugim in česar ne želiš, tega nikomor ne storiti. Za nas pomeni to ne samo za ljudi, ampak tudi za živali in zemljo. Ja, gotovo nam ne rata vsak dan, pa vedno, ampak naš cilj, naša usmeritev je v bistvu to. Tako da se miroljubno kmetijstvo poskuša biti v resnici miroljubno do vseh in se trudimo, da bi bili vredni tega imena. Včasih uspe bolj, včasih manj, ampak gremo v to smer. To je tisto, kar se nam zdi tudi za prihodnost pomembna stvar.